Kdo je pa izumil žarnice? Ko se ti utrne vprašanje, so tu To pa znamo. radovedne 4. Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes? Radiovedni na valu 202. V zadnjih januarskih radiovednih odgovarjamo na vprašanje, zakaj imajo meseci različno število dni. Še posebej odstopa ravno tisti, ki je tako rekoč pred vrati, februar. Vprašanje sta nam zastavila Rok in Arne, za odgovor pa se bomo zakopali v zgodovino našega koledarja. Koledar, ki ga uporabljamo danes, to je gregorijanski koledar, izvira iz starega Rima. Tisti koledar, ki mu je naš najbolj podoben, je Cezarjev, ne? Spravi tisti, ki ga je uzakonil Julij Cezar s pomočjo astronoma Sozigena. Je pa ta koledar pravzaprav evolucija že starejšega rimskega koledarja, ki so ga seveda tradicionalno, to prvo verzijo so tradicionalno pripisovali ustanovitelju Rima Romulu. Pri iskanju odgovorov mi tokrat pomaga jezikoslovka, filologinja in prevajalka doktorica Nada Marija Grošelj, ki je med drugim prevedla pesnitev rimskega pesnika Ovidija z naslovom Rimski koledar. Slovenskemu prevodu pa je dodala tudi spremno študijo, v kateri raziskuje zapleteno zgodovino rimskega koledarja. Najstarejši rimski koledar je imel le 10 mesecev. Mesece so določili glede na luno, en mesec je predstavljal približno toliko dni, kolikor jih luna potrebuje, da obkroži Zemljo. To je približno 29,5. Ker pa so želeli mesece s celim številom dni, so bili nekateri meseci daljši od drugih. Natančneje, 6 mesecev je bilo dolgih 30 dni, 4 pa 31. Leto so začeli z marcem, saj se je takrat začela pomlad, in ga končali z decembrom. To, kar je zdaj januar in februar, pa pravzaprav ni bilo čisto poimenovano, niti ni bilo posebno diferencirano. To je bilo pač tisto obdobje zime, ko vse stoji. Romulov naslednik, torej drugi rimski kralj Numa Pompili, je verjel, da so sode številke nesrečne. Zato je vse mesece s 30 dnevi za en dan skrajšal. V tem vmesnem zimskem času brez imena mu je tako ostalo še 57 dni. Lunarno leto ima namreč 355 dni in je tako za 10 dni krajše od sončevega leta, torej od tega, čemur danes rečemo leto. Nesrečni Numa Pompili, ki je želel upeljati januar in februar, je ugotovil, da 57 dni med 2 meseca ne bo mogel razdeliti tako, da bi oba imela liho število dni. Zato jih je februar dobil 28 in tako postal nesrečni mesec. To pa je morda povezano tudi s tem, da so stari Rimljani februarja častili mrtve in izvajali obrede očiščevanja, po katerih je februar tudi dobil ime. Kdaj so začetek leta prestavili na januar, ni znano, se pa v tistem času koledarja niso zelo strogo držali. Če so pač hoteli, da bi se iz nekega razloga, nekdo dalj časa obdržal na oblasti, recimo konzuli, so bili za 1 leto voljeni, so potem recimo našopali noter ti svečeniki, ki so imeli to čez veliko dni, če so hoteli stvar pospešiti, potem je bil pa ta mesec prekratek. Skratka, do takrat, ko je Cezar potem začel svojo reformo, je ta koledar zaostajal že za 3 mesece. Julijanski koledar, ki je nastal po reformi Julija Cezarja, je temeljil na sončevem in ne več na lunarnem letu. Obsegal je 365 dni, imel je 12 mesecev in začel se je januarja. Vsaka 4 leta pa so februarju, ki je ohranil 28 dni, dodali dodaten dan. Upeljali so torej prestopno leto. Cezar je uvedel te mesece, ki so bili 31 in 30 dni in ki so se dejansko izmenjavali. Zaradi tega, ker prej, kot rečeno, so imeli to daljše obdobje samo 4 meseci, 6 je bilo pa krajših. Krivec za to, da je februar krajši od ostalih mesecev, je torej Numa Pompili oziroma njegovo vraževerje.
Za ostalo pa je poskrbel Cezarjev julijanski koledar, ki so ga konec 16. stoletja na pobudo papeža Gregorija XIII. Prilagodili v gregorijanski koledar, ki nam služi danes. Pa še ena zanimivost, morda ste že sami opazili, da se pri juliju in avgustu to menjavanje krajših in daljših mesecev poruši, oba imata namreč 31 dni. To pa zato, ker je prvi poimenovan po Juliju Cezarju, drugi pa po njegovem nasledniku cesarju Avgustu. In seveda Avgustov mesec ni smel biti krajši kot Cezarjev. Za konec pa imamo za vse ravno s februarjem povezano povabilo, in sicer na posebno radiovedno turo po našem radiju, ki bo v soboto 8. februarja. Dobimo se ob 12. pri recepciji Radia Slovenija v Ljubljani. Prijave nam lahko pošljete na frekvenca x@rtvslop.si. Lepo vabljeni prav vsi. Radio Vedni. Ne obstajajo neumne vprašanja, obstajajo samo neumni odgovori. Na valu 202.